In se mi zdi, da je to pol tudi del odraslosti, da znaš tako dobre prioritete postaviti, da se ti nekje začne sestavljati rutina, v katero pol ustavljaš noter stvari, ki so ti pomembne in jih dosti dobro razporediš, da dejansko imaš čas za tisto, kar ti res veliko pomeni. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli zopet v naši družbi. Pred vami je, oziroma pred temle mikrofonom je že uveljavljen trio. Tukaj so Urban, Klara in moja malenkost. In vas vsi trije lepo pozdravljamo v naši prvi epizodi. Epizodi 4. sezone. Tako, res je. Zdaj se bomo pa mi malo dotaknili ene teme, ki je mogoče ne preveč kontroverzna, ampak vsaj za recimo študente predvsem dokaj aktualna, ne? Pa za starše. Ja, pa tudi za starše, tako. In sicer se bomo pogovarjali o tem, kaj to sploh pomeni biti odrasel. Jaz mislim, da je eno dobro vprašanje za začeti, kdaj je recimo kdorkoli od nas, recimo Ja, vidva, Urban, a se čutiš odraslega? kdaj si Odvisno. recimo začutil, da nekje pa res preraščaš v odraslo osebo. A da je neka kompetenca, ki si jo pridobil, ali pa mogoče tudi neka zahteva, ki je, pa ne veš, a si že usposobljen ali ne. Ne vem, kje je bil kakšen tak menik. Ko mi je ratalo pucanje všeč. Wow. Dober menik. Recimo, ja. ali pa ki mi je ratalo delo zunaj na vrtu, ali pa fizično delo bolj prijetno, pa bolj domače. Sam ne vem, je bil to pač enostavno efekt tega, da sem študiral in da sem imel dosti zvezkov in učenja. No, ampak to je mogoče tudi en del odraslosti, a ne? Da v resnici ti je mogoče malo dost sam pridobivati neko tako znanje, ampak da v bistvu si zdaj tudi dejansko pripravljen nekaj delati, a ne? Oziroma Ja. nekaj narediti tudi. Ja. Čisto praktično. Se strinjam, mislim, da žal ta občutek, pa to se je začelo bolj negativno, bolj se je začelo v smislu, vsi stari nekaj delajo, jaz študiram, tlele jem, spim, sem fajn kot študent, to je bilo tistih 23 let sem imel ali koliko. Nisem imel res občutka, da nekaj prispevam k svetu in sem se začel dejansko zaradi tega, mislim, najprej malo slab počutiti, kar ni najboljš, ampak pa sem začel dejansko razmišljati, kaj pa bi lahko tudi jaz naredil. In sem to začel malo iskati in sem zaradi tega tudi začel počasi spreminjati svoje življenje, pa malo bolj uporabljati svoje sposobnosti, ki jih imam. Več prispevati. Kaj pa ti, Klara? Se ti zdi, da si že odrasla? Ne vem, če je to kdajkoli zares zaključeno. Jaz upam, da sem dorasla svoji starosti. Mislim, da sem. Ne vem pa, tako zdaj, ko razmišljam, no, ne vem, če je bil en menik, kjer bi res lahko rekla, ok, mislim, da takrat sem pa res pomislila na to, da zdaj, ok, zdaj pa gre za res. Čeprav, če bi mogla nekaj izbrati, se mi zdi, da je bilo takrat, ko sem prvič začela tako redno prati svoje perilo. Kakor se lahko banalno sliši, pač, kadar sem prvič začela usput planirati, kdaj grem v trgovino, nakupiti stvari za skuhati si pol, kaj bom skuhala in kdaj bom skuhala in mogoče kako si bom finance razporedila. In hkrati, ko sem začela, ne vem, perilo zase prati, ne vem zakaj, ampak to se mi zdi, da je bilo kar, a je bilo z obdobjem povezano mogoče bolj kakor z samo dejavnostjo. Čeprav zdaj sem se pa tudi že večkrat zalotila, ne vem, takrat, ko sem ratala fan sesalcev, ali ko sem dobila najljubše čistilo, se mi zdi, da mi je že kar kliknalo, ok, dobro, to pa... To pa nisi mogoče več najstnica, ne? Ja. Čeprav imeti najljubše, Mislim, za žensko Ok. meni se zdi, da je to tako, ker... je kar Lahko- normalno, ne. ja. Tudi jaz imam recimo rajš tista čistila za okopalnico, ki niso lih arf, ki ga ni treba še enkrat sprati, pola, ne, je majhen bolj praktičen in ki pobereš razmer voden kamen. Konkretno s čistili jaz nimam glih izkušenj v povezavi z odraslostjo, ampak se mi zdi, da jaz sem se pa čutila bolj odraslo, ne zdaj zares odraslo, ampak bolj odraslo, ne vem, takrat, ko sem začela urejati svoje stvari, v smislu, da si pač sam naročiš evropsko zdravstveno kartico zavarovanja. Ali pa, ne vem, da greš na banko pa odpreš račun. Ne vem, ampak zadnje čase pa mogoče tudi, da začneš
druge stvari bolj ceniti, mogoče, kot si jih prej. Konkretno jaz se bolj posvečam tisti stvarem, ki vem, da mi res veliko pomenijo, ne pa zato, ker bi mislila, da drugim veliko pomenijo. A ne, se pravi, da v bistvu res slediš tistemu, kar ti hočeš, ne pa da se obremenjuješ s tem, kar drugi mislijo. Meni je to mogoče tudi pač en vidik odraslosti, zato da se pač nehaš sekirati za to, kaj si drugi tudi mislijo o tebi. Do določene mere. Do določene mere, ja. Ne moramo jih nagi v kolhoz, pa se ne briga, kaj si drugi o tem mislijo, ker to so določene kulturne norme, ki si jih vsi držimo, ne? In del odraslosti je tudi to, da se tega zavedaš. Ja, to pa da znaš med tem ločiti približno. To je po mojem tudi eno od teh stvari v odraslosti, ki začneš biti bolj pozoren na druge, ker pa sam nase in na svoje potrebe, ali pa da imaš prav željo, ne sam en občutek odgovornosti, ampak tudi željo, da bi nekaj doprinesel. Ja, se strinjam. Ja, ko imaš nekaj ustvaril. To pa malo širši pogled, ne, da tisto, kar delaš, bo imel neke posledice, a ne, in da v to vključiš pač tudi dobrobit drugih. Meni je zanimivo, na magisteriju, zdaj na faksu, smo pri enem predmetu, glih je mal ta razvoj, čustveni razvoj otroka, pa pol odraslega, v bistvu kar cel čustveni razvoj človeka. In vse skupaj imamo 16 stopenj, kjer lahko ločimo, mislim, neke ločnice na čustvenem področju, kaj naj bi bil pri neki starosti ali pa mejniku nekdo sposoben narediti. Ne vem, začne se z novorojenčkom, ki začne sploh prepoznavati okrog sebe stvari in svet in tako. Pol se na neki točki recimo že začne zavedati, da je ločen od okolice, pa tako naprej. Na koncu se mi zdi, da je šele predzadnja stopnja, je to, da se ti res udejstvuješ v družbi in želiš vsebinsko in konkretno prispevati širšemu okolju in v tem oziru aktivno delati. Zadnja stopnja pa ne bi bila nekako smrt, umiranje, sprijazniti se s tem, s svojo smrtnostjo. Splošno gledano, ne gledamo toliko vseh teh točk, jih zaznamo, pa se jih malo zavedamo. Tako, ko pogledaš nekoga, pa rečeš, ta je bolj samostojen. Ja, tak je odrasel, zna zase poskrbeti. Da ni treba drugim skrbeti za njegovo osnovno preživetje. In pol za nekoga drugega, poleg sebe, ki je prišlo do tega časa. Se noben človek ne more sam preživeti na koncu koncev. Če ne drugega, rabimo sistem države, da preživimo, in pol rabiš prijatelje, da sploh čustveno preživiš, in vse, ki izdelujejo stvari, da imamo hrano zdaj v našem sistemu. Ja, ne, jaz se popolnoma strinjam s tem, kar si rekel, Urban. Kar se samostojnosti, pa na koncu tudi nekaj skrbi za druge, a ne tiče. A se vam zdi, da je v današnji družbi, naše starosti, dost odraslih ljudi? Ja, pri mojih 33 je že malo več. Je pa res, da to ni več tako normalno, da bi kar vsi, ki so 33 stari, tudi popolnoma znali zase živeti. Spet odvisno, no. Jaz mislim, da veliko starih sošolcev iz osnovne šole, ki so mogoče niso šli študirati, pa so veliko prej imeli službo in družino in vse ostale stvari. Veliko od teh sploh ne vem, kaj se je z njimi zgodilo. Je pa res, da sem pa imel tudi enega, z enim sem se pogovarjal, ki je pa veliko njegovih sošolcev totalno zabluzilo. In so pa zdaj stari 27 let in v zaporu mamila vse take stvari. In če so včasih bili odrasli že res pri 16 letih, ja, zdaj smo mečkaj poznaj. Se mi zdi, da se to tako dosti povezuje tudi z možnostjo izobraževanja. Ja. Pač, ker dokler je bila samo, ne vem, osnovna šola oziroma pač srednja šola, ja, pa si se potem zaposlil, ali pa samo vajeništvo, zdaj pa pač nekako skoraj moraš biti študent tam nekje do 25 leta, mislim, ne, tak sistem je, da v bistvu tudi ta prehod v odraslost, se mi zdi, da tudi že pač razvojna psihologija je malo pomaknila, starost, kar se odraslosti tiče, tako da v bistvu se začne tam nekje v bistvu v drugi polovici teh 20 let. Se mi zdi, da bi težko odgovorila prav na tvoje vprašanje, dokler nimamo res dobro definiranega, kaj mislimo s tem odrasla oseba, ker imamo več različnih stopenj odraslosti do ene mere. Nekje je, ne vem, telesna, nekje je čustvena, nekje je socialna, tako tudi družbeno. Ne vem, se mi zdi, da je zelo
veliko ljudi telesno odraslih, če gledamo trenutno družbo, večji del, a ne, ki si vprašala, koliko je tega zdaj, ampak ne morem pa reči, da so dorasli s svojim letom nujno čustveno. Ali pa Kako naj bi to odnosno, dobro ne, v rekla? tem smislu. Ne vem, če je ravno trend čustvene zrelosti v družbi enak, kot je starost. V smislu pač, da se, zato da bi pač bil človek odrasel, bi mogel biti dorasel na vseh teh, ne vem, komponentah osebnosti, kako bi tem rekli. In telesno, in intelektualno, in čustveno, in socialno. Ne. Ker pač, če je pa nekje nek odklon, pa pač, a ne, mogoče malo čuden. Slabš Izpade. deluješ, mogoče, mislim, Ja. slabš. Malo odraslo deluješ ali pa obremenjujoče za druge. To se vidi na tem, da po mojem ne znaš dobro nadzorovati svojih čustvenih nihanj, da boš na druge ali pa preveč nase spravljal vse, kar je negativnega, kar se ti dogaja ali pa kar doživiš od sveta ali od drugih, ali da preveč bežiš od težav, pa da ne znaš dobro zase poskrbeti čustveno, recimo. Pa meni se zdi tudi to, da hočeš veliko pozornosti zase Ja. in da brez tega ne moreš. Da ne znaš realno gledati na odnose, pa na druge ljudi, ki so okoli tebe. Kaj bi bil kakšen primer? Ok, jaz bi tako rekel. Pa to ni zdaj kritika na šefe, ampak tako, imaš kakšnega šefa, ali pa šefico, se hoče dokazati, ki je prišel nov na to mesto, ali pa je že nekaj cajta tam, in ne zna požreti slabe volje ljudi, ki jih imajo z njegovimi odločitvami, in se bo zato mogoče maščeval, ali bo pretirano zameril drugim ljudem in jih bo skozi imel na piki. A ne, to bi jaz rekel, recimo, en primer take nečist odrasle čustvene zrelosti. Jaz sem tudi za en primer iz tega sveta, podjetniškega, Ja. biznis sveta. V bistvu je bila pač spet neka družinska prijateljica, no, je pač dobila novega šefa in se res nista razumela, in ko je pač prišla enkrat njemu v pisarno, so se nekaj pogovarjale in on je bil res zelo tako verbalno, mal tudi pasivno agresiven, a ne. In na koncu je toliko ziritiral, je bila toliko jezna in toliko besna, da je kar zacepetala z nogami. A ne? In pač to ni nekaj, kar odrasel človek naredi. a ne? To delajo malčki, ki imajo pač izpad trme. In njej je bilo grozen, ker je vedela, da je pač porušila s tem kakršnokoli spoštovanje, ga je ta šef še imel do nje. Ampak tako, a ne, en tak vidik, da pač znaš tudi primerno reagirati, da si večji človek v eni taki konfliktni situaciji, kako bi rekla. Čeprav bi rekel tudi tle, da okay, je normalno, da ne znamo čizmeri čustev zmanevrirati. Se to ni lahko področje. A ne? Strokovno se ga lotujemo, koliko cajta šele zadnje stoletje. Ja, recimo. Da se o tem Dobro res stoletje. bolj tako racionalno govori. A ne? Mislim, da je normalno tudi, da ima odrasel človek tisti, ki je čustveno odrasel, da ima kdaj pol tudi odklone. Pravzaprav mislim, da v dobro čustveno zrelost pride tudi to, da včasih znaš reči, sem jezen na tega, sem jezen na unga, ali se rabim zjokati, se ne rabim zjokati, da lahko kakor toliko svobodno živiš, brez da preveč ranš ali obremenjuješ druge za stvari, ki se dogajajo okoli tebe, ali pa ki so ti jih drugi naredili. Da ne greš v ekstrem Ker bi se zato porabiš veliko svoje energije. a ne. in energije drugih. In se Ja. mi zdi, da pol tudi kot odrasel človek, a ne to, kar sem tudi prej rekla, da mogoče tudi jaz čutim, da pač se ne obremenjuješ preveč s tem, kar drugi mislijo, ker ugotoviš, da moraš imeti nek tak način funkcioniranja, da je dober zate in za vse ostale. a ne. In zaradi tega pač ne moreš imeti teh nihanj oziroma ne vem kakšnih odklonov in v vedenju in čustvovanju, tako, kaj je mogoče bolj značilno za pač trmaste dvoletnike. a ne. Eni so mar biti bolj taki, da so mar bolj agresivni tudi po naravi, eni malo manj, pa da znaš tudi to sprejeti kot del sebe. Pa se včasih zadržiš, če se poznaš. Meni se zdi, da je ena od ful pomembnih stvari tudi to, da si začneš dobro prioritete postavljati, pa da prevzameš to odgovornost za ne vem, dogovore, pa mogoče obveznosti, ki jih imaš, in da začneš presojati, do kere mere boš stvarim še rekel ja, in kdaj boš katerim stvarim rekel ne. Tako, to se mi zdi, da je kar ena taka sicer pot, ni samo enkrat, pa da dozoriš in je to, ampak ena taka pot, ki pa kar oblikuje v odraslost človeka. Tudi to, da si res razčisti po prioritetah, kako želi živeti, pa mogoče, da se tudi začne malo bolj politično opredeljevati,
Politična opredelitev. Ja. Se mi zdi, da to pač pride zraven, kadar te začnejo zanimati te širše stvari, ki vplivajo na te. Ne samo direktna okolica, ne vem, prijatelji, profesori, starši, gospa v trgovini, ampak se začneš zavedati, da na te tudi vplivajo recimo neka pravila, pa zakoni, pa politika. Ja, drugače se strinjam, ker pač ne. Če začneš počasi prevzemati tudi neko odgovornost, ne, tudi za svoje dejanja, ki pač imajo vpliv tudi na druge, ne, se moraš tudi ukvarjati s tem, kako ostali vplivajo tudi na te, ne, oziroma kako nekako sooblikovati pač neko okolje, kjer bi lahko vsi nekako sobivali. Ne. Pa meni se zdi, da je ena velika stvar, no, vsaj v tem krogu ljudi, ki jih jaz malo bolj poznam, da je velika stvar najti tudi svojo identiteto, ne samo v nekih poklicnih smerih ali pa tako, kaj bi res želel početi in s čim bi se rad najbolj poistovetil in povezoval, ampak tudi, da malo bolj razviješ svojo, ne vem, ženstvenost ali pa moško odločnost ali pa tako, da se malo bolj mogoče tudi oblikuješ karakterno, malo bolj paziš, kako si želiš, da bi te ljudje dojemali, kakšne lastnosti si želiš prevzeti, a boš točen, a boš človek, ki velja potem, da je lahek za se pogovarjati z njim, ali je nekdo, ki se vedno spravlja v konfliktne situacije. Ali pa kaj nedostopen. Ali pa nedostopen, tako. Se mi zdi, da to so ene take stvari, ki se pa... Meni se zdi, da je dobro, da se jih kar tudi zavestno človek loti. Ne vem, jaz zase vem, da dobesedno sem upisala stvari, ki se mi je zdel, da bi jih rada pri sebi razvila, sem jih upisala v Google, v, ne vem, YouTube in najdla na to temo največ, kar sem lahko. In eno obdobje, vem, da mi je zelo pomagalo, da sem se posvetila temu, kako izgledam navzven in da probam poizvedeti, kaj naj bi bil nek tak slog, s katerim bi se jaz lahko navzven z oblačili predstavila, recimo. In sem full video pogledala v to smer. In pol, ko sem nekako najdla nek svoj slog in stil oblačenja, se mi zdi, da sem se tudi boljš počutila v svoji koži, boljš predstavljala navzven. To je samo eden od primerov, a ne, kako pa tudi oblikuješ neko svojo identiteto. Ne samo stvarmi, ki jih počneš, ampak tudi tako, na kakšen način si urediš svoj prostor, recimo, kakšne vrste okras izbiraš za, recimo, svoje okolje doma. Jaz vem, da sem imela en velik preskok, ko sem začela kupovati rože. Kakor se sliši banalno, mogoče tako nekako kar tisto perilo, ampak kadar se pa teh stvari dost nabere, kar naenkrat pogruntaš, da imaš pa svojo ožjo okolico in svoje življenje malo bolj pod kontrolo. Meni je bilo banalno zanimivo, kako sem se dobro počutila, ko sem zbrala svojo šalčko za čaj, pač in mi je bila res všeč. Ja. Res mi je bila všeč. In sem si začela zbirati stvari tako za v življenju, ki so mi res všeč. Mislim, zakaj bi mogla imeti bundo, ki mi je sam tako, ok. Pa zakaj ne moram imeti ene, ki mi je res všeč? In pa, ko imaš naenkrat v življenju ful stvari, ki so ti res všeč, se mi zdi, da tudi je drugim rataš bolj privlačen, nekako si mal bolj utrjena oseba in izžarevaš neko samozavest mogoče. Se mi zdi, da je pa tudi to gre z roko v roki nekako naprej. Ker pa, kadar si enkrat tako dostopen za družbo, se pa pač v družbi naprej še oblikuješ na drugih področjih, a ne? A veš, da jaz imam približno isto mnenje, ampak jaz sem tudi v zadnjem času tako res čutim eno prav malo večjo potrebo, da pač bi si uredila nekak svoj prostor, tudi to, da bi nabavila rože, če ne drugega za to, ja, da pač popestrijo prostor, pa to, da pač za nekaj skrbiš, a ne? In je tako tvoja odgovornost, da ta stvar, mislim, da ta rastlina pač preživi, a ne? Tako se mi zdi zanimiva. Ena taka zelo zanimiva sprememba, no, kaj nisem pričakovala. Ja. Prej mi je bilo zato vseeno, zdaj mi je pa tako veliko pomen, pa je to tudi en proces, ki se verjetno pač začenja zdaj. Meni tudi, ja. Pa je pa to treba vzdrževati. Moj načeloma za moj prostor ni vseeno, ampak trenutno imam ful lepo pisarno, pa se kar ne spravim, da bi jo do konca uredil. Čist, par stvari mi manjka. Par stvari, en dan, malo cajta, pa prioritete. Ja. Ja, tudi to, konc koncev, ja. Hkrati pa, konc koncev, če pogruntaš, da ti pa ni toliko pomemben, da bi si uredil to pisarno in da si že zdaj zadovoljen s tem, pa to je čisto okej. Ja, ampak, mislim, fora je to. Zdaj, tukaj zame osebno je dosti v redu urejena, ampak v to pisarno prihajajo ljudje. Tako da tudi ta faktor zmeraj treba dati, koga imaš v življenju. Ni dosti samo to, kar meni paše. To je res. Se strinjam, definitivno. In to sprejeti. Ja. Ampak se mi zdi, da najprej pa vseeno rabiš nek svoj prostor oblikovati
pač, ok, tvoja pisarna je mogoče malo drugačen primer. Ampak, recimo, ampak ne vem, jaz zase, ker razmišljam, zdaj, ker živim v študentskem domu in imam svojo sobo, ki jo imam pod kontrolo in jo sama urejam. In kakor se to bizarno sliši, jaz lahko sedim na svoji postelji, ki ima tako posteljnino, kot jo imam jaz rada, in gledam svoje rože, ki jih imam rada. Tista, recimo, omara mi je tudi zelo všeč, ker ima točno lepe take ročaje in kar naenkrat pogruntaš, da imaš okrog sebe stvari, ki so ti ful všeč. In nekako dobivaš neko to notranje zadovoljstvo, ki ga pol neseš ven. In rabaš, se mi zdi, eno tako začetno izkušnjo, ki je tvoja, ker ni nujno, da vanjo vstopajo kar naprej drugi ljudje. In tudi, recimo zdaj, ko imam svojo sobo pod kontrolo, mislim, da sem dobila dosti dobro izkušnjo, da ko bom delila, recimo, v prihodnosti svoj fizični prostor še z možem ali pa z otroki, ki pridejo, se mi zdi, da jih lažje sprejmeš, pa lažje daš tudi njim dobesedno prostor, da vplivajo na ta prostor. Se mi zdi, da je to kar pomembno, no? Skoraj kot druga obleka. Kakor se ne zavedamo nujno v osnovi, da to ful vpliva lahko na naše čustvovanje. Ampak zelo lahko prinese zraven. No? Jaz imam malo neko izkušnjo iz tega področja. Ne lih iz sobe, ampak bolj iz izkušnje od tujine. Recimo, jaz sem bil v Italiji, v noviciatu in filozofiji 4 leta. In sploh na začetku sem bil zelo tak, zdaj jaz pridem sem, sem v novem ambientu, se mu bom malo prilagodil, ker bom toliko cajta tukaj in je šlo čisto pretiranje to prilagajanje. Sem videl, da sem izgubil en del sebe skoraj, tega slovenstva, In sem se zavedal, koliko je važno, da jaz vem, kdo sem, da vem, kakšna je moja kultura in da se še lepo lahko pridem blizu tudi Italijanom in drugi kulturi. In da to ni samo zdaj, da bom jaz poslušal, pa se vsega naučil, kaj oni vedo, pa to, ampak je zelo važno bilo, da tam pridem z takim spoštovanjem do lastne kulture in jo predstavim kot tako in me bojo tudi drugi lažje pol sprejeli. Tak sem, če se pa samo prilagajaš non-stop, je pa, ne vem, če si predstavljate, kako se samo vsem prilagaja, ali tebi, ali komu drugmu, rata nekako naporno, ne vem, kaj bi temu rekel. Žal ti je v bistvu za tega človeka, ker ti bi želel tega človeka spoznati, ampak nekako se ti ne zna predstaviti. Sploh ga ne moreš. In kar manjka ta odnos pol, ne? V bistvu ni odnosa zares, če nista dve osebi, vsaka v polnosti v tem. Ja. In v bistvu je, mislim, tako manjka izguba za oba na nek način, ne? Ja, dejansko. Unke se skozi misli, da se mora prilagajati, bo skozi nekak živčen, skozi ga bo strah, skozi bo neki grunto, pa tam poslušal. Pa nikoli ne bo zares to, kar on je, ne? Ja, ne bo to, kar je. In to bo... Zdaj eno vprašanje, glede na to, kar smo prej govorili. Kaj pa mislite, da se mi naučimo biti odrasli? Zdaj ti si rekla nekaj o teoriji, jaz sem rekel o ponašanju drugih. A je še kakšen drug faktor važen, ko odraščamo? Kje sploh to vidimo, te stvari? Meni se zdi, da je tudi zelo pomemben to, koliko si sam želiš odrasti dejansko. Kje se naučiš? Pač se mi zdi, da verjetno je to tudi malo že biološko pogojeno, pač način, kako se razvijaš, a ne? Tako da... Jaz pri sebi pač vidim, da si želiš pol imeti nek svoj prostor, tako se rekla, da bi ga oblikoval. Zdaj mi pač pade na misel, iz Svetega pisma, pač, da bo mož zapustil očeta in mater, pač da bo v bistvu ženo, eno telo. Se pravi, da se ločaš od te neke primarne družine, pa ustvaraš nekaj novega. Pač se mi zdi, da prav želja potem, mogoče ne konkretno, samo pač preko družine, ampak to, da v bistvu ti nekaj novega ustvariš. Pa že je to neka želja, ki jo imaš ti sam in zdaj se mi zdi, da to, koliko ti odrasteš, je potem tudi zelo odvisno od tega, a si ti pač pripravljen v bistvu pustiti za sabo, to otroštvo, ko si bil bolj odvisen od drugih, pa dejansko iti k nečemu novemu naproti, kar po mojih velikih primerih niti ni enostavno, sprejeti pač neko to odgovornost za svoje življenje, ker pač nazaj greš težko, Tako, nekako živeti po svoje, čeprav po moje poznamo veliko zgodbic, ko pač imajo starši veliko zapovedati pro tem, kako njihovi otroci živijo in obratno, Tako da pač, da znaš iti nekako za svojimi željami, kakšno življenje hočeš živeti, Tako, jaz bi rekla, da to. Sprav želja, zanimivo. In potem te ta želja vodi tudi
posrkaš s to odraslo obnašanje. Mislim, ja, pač po moje, da to željo verjetno imamo vsi, zdaj je pa samo odvisno, koliko pustiš, da raste, oziroma koliko so tudi okrog tebe ljudje, ki si isto želijo, ne v tej smeri iti naprej. Ne? Ja, to je dosti važno, družba. Pač, definitivno. Vem, da recimo, družba, ja, koga imaš okoli, če grem zdaj na en primer, s katerim sem zdaj več v stiku, a ne moje brate pa sestre, ki imajo otroke, ali pa prijatelji, pravijo ponovadi, da kako rataš starš, to je tudi en del odraslosti, poseben del odraslosti, pravijo, da pravzaprav se moraš tega naučiti sproti. Moraš imeti željo, moraš imeti tistega otroka, pa stvari, ki ti pridejo nasprot, da se tega naučiš nekaj. Ja, mislim, da potem, ko postaneš starš, res veliko zrasteš, oziroma vidiš, kje vse še moraš, če ne drezgane. Ja. Ok, super, no to je dobro, želja. Sam so pa tudi kakšne ideje, ki jih imamo o tem, kaj je odrasla. Ne? Včasih je bilo to nekaj drugega, kot je zdaj. A res, kaj misliš s tem? Ne, včasih se je odraslo štira tudi prek tega, da si naredil, ne vem, ta izpit odraslosti, ali kako bi temu rekel. Matura, da se abitua. Ja, pa sorry, ne. Ne vem, zame to ni pomembno. Neka iniciacija v odraslost, ne? Iniciacija, to besedo sem iskal, iniciacija, ne. Včasih so to meni, so se nekako začeli bolj zavedati celostno, zdaj se pa moramo obnašati kot odrasel. In so začeli ta tip obnašanja uporabljati ali pa delati. Nekateri so naredili svoj vajeniški izpit, če grem nazaj to, nekateri, ki so začeli v službo hoditi. Mislim, da mora biti tudi mentalen preskok tak z enim dogodkom. Kar je meni zanimivo, recimo, ne, te iniciacije, jaz imam tukaj v glavi zdaj predvsem neka tako bolj starodavna plemena, neke hune oziroma kakorkoli, ki pač so v resnici že ne vem, 13-14 letih, v bistvu, ne, ko so v bistvu prišli že v puberteto, so že imeli nek ta zrelostni izpit. In potem so bili oni kot v bistvu že moški oziroma pač tudi ženske, ne. Tako da to me zelo zanimivo, ker pač danes, kako pa kdaj je v bistvu človek odrasel, v bistvu je tako 10 let kasneje, ne. Tako se nekako pričakuje, da prevzameš neko bolj odgovorno vlogo. Prej si jo pa v bistvu, ko si bil še praktično otrok po današnjih standardih, ne. Tako. Meni se zdi, glede teh prioritet, ki smo jih že prej omenjala, ne, da je to ena taka veščina, ki res odlikuje pol človeka. Se mi zdi, da tudi zelo pomaga, da si razporejaš določene aktivnosti pa čas. Pa mogoče, kadar si razčistiš, koliko ti je pomembno, naprimer, določeno prijateljstvo, neko specifično prijateljstvo, ali pa koliko ti je pomembno, da si, ne vem, na telefonu. To je mogoče zelo nepopularno mnenje, ampak meni osebno je pomembno, da sem nekaj časa v dnevu na telefonu in scrollam. Enostavno zaradi tega, ker mi pomeni odklop in hkrati stik z družbo. Odklop od nečesa fizičnega ali pa nečesa aktualnega v mojem življenju v tistem momentu. Odklopim ta del za moment in hkrati se preklopim v to, kaj pa je še širše okrog mene in mogoče poskrolajam, ne vem, o kakšnih dogodkih ali pa vidim kaj od prijateljev na socialnih omrežjih in tako. In kakor je mogoče pač včasih lahko slabo, če se zaskrolaš, je meni recimo pomembno, da imam ta čas. In če bi imela mesec, kjer tega časa sploh ne bi imela za to početi, se mi zdi, da bi se malo bi se zgubila. Mislim, tako malo bi mi bilo nenavadno. In pa najdeš več takih manjših stvari, ki ti recimo nekaj pomenijo in sestavljajo pol določeno rutino. In pol, ko imaš tudi neko rutino, ne. Se mi zdi, da je to tako nek okvir, ki da neko znano okolje ali pa nekaj, kar je varno. Rutina načeloma prinaša neko stabilnost, ki omogoča pol, da tudi načrtuješ vse te manjše stvari, pa se to ni treba, da planiraš na papirju. Ampak da tako v glavi sestaviš, ok, danes moram to pa to pa to narediti in rutina dejansko postavi toliko grodja, da si lahko umestiš vse, kar rabiš početi, od hranjenja do spanja, do druge vrste počitka, do obveznosti, da se ti nekako postavijo vse stvari skupaj in da nikoli ne zmanjka časa za tisto, kar ti je res pomembno.
In se mi zdi, da je to pol tudi del odraslosti, da znaš tako dobre prioritete postaviti, da se ti nekje začne sestavljati rutina, v katero pol ustavljaš noter stvari, ki so ti pomembne in jih dosti dobro razporediš, da dejansko imaš čas za tisto, kar ti res veliko pomeni. Ampak kako pa to dejansko narediš? Mislim, kako si postaviš te prioritete? Pač na kaj moraš biti pozoren? Jaz iskreno mislim, da pač z tem, da probaš in fališ in se naučiš pač sproti, pa veliko je v tem, da razmišljaš o aktualnih dogodkih trenutno v življenju. Meni, na primer, je faks prej, ko sem bila na diplomcu, mi ni predstavljal tako velike prioritete, kot mi jo zdaj, ker študiram nekaj, kar je vsebinsko drugačno in me na drugačen način izpopolnjuje. Prej sem bila v drugem obdobju, kjer mi je bila prioriteta mogoče odnos s fantom, pa mogoče razvoj hobijev, pa mogoče tudi to, da se naučim v odnosih čim bolj funkcionalna biti, da zmorem poslušati, da zmorem sprejeti človeka tazga, kot je, da razvijem torej neke svoje socialne spretnosti. In mogoče se sliši čuden, ampak faks takrat zame ni bil nujno prva stvar v življenju, niti ni bil največji stresor v bistvu. In kadar je bilo za si postaviti, recimo, ok, danes bom to pa to pa to pa to pa to počela, mi je bilo nekako lažje reči, v redu, saj to je moja obveznost, to je faks, moram to narediti, se bom dal usedla, ampak mogoče je pa ful dober pogovor se začel z eno prijateljico in mi ni bilo problem ostati v tistem pogovoru in prestaviti tega faksa za mečka naprej. In kadar začneš zavestno to delati, kadar začneš zavestno rasti na drugih področjih, tudi ne samo to, kar se družbeno pričakuje, da pač rasteš in si na faksu in bla bla, se izpolnjuješ karierno in intelektualno, se mi zdi, da meni je veliko preneslo, da sem toliko majhnih stvari imela lahko pod kontrolo. Sem hodila na retoriko, pa mi je bilo ful pomembno, da sem hodila na ta modul tle v kolegiju in sem se naučila mogoče bolj nastopati pa na drugačen način komunicirati, ka vem, da drugače ljudje kdaj rečejo, joj, a si ti jezna? In jaz sem tako, ne, nisem jezna, ampak ok, kaj je problem, zakaj jaz izpadem jezna takrat, ko sem v bistvu dobre volje? In kadar take stvari začneš tako, kadar razmišljaš, kad dobiš tako informacijo, recimo, pa razmišljaš, ok, kako želim v svetu izpasti in greš v tej smeri, se mi zdi, da pol, da in tudi tej strahovi, pa ta faks ali drug bav, služba ali karkoli že, je malo manj močen, ker imaš več aktualnih točk, kjer se razvijaš. Kaj pa vidva mislita? No? Mislim, Iva, kaj ti misliš? Kaj misliš glede tega odraščanja, pa tega razvoja mogoče, da si sestavljaš dan, pa rutino, pa tako? A je to nekaj, kar ti je blizu? Nimaš čisto oblikovanega tega pogleda? Ja, jaz sem velik človek rutine. To pomeni, da že eno leto, kadarkoli grem tečem isto traso. Tudi zato, ker traja točno 20 minut in toliko časa sem si pripravljena vzeti za tek. Ampak skratka, vse to je pač povezano, ne? Začneš dejansko prevzemati predvsem odgovornost za svoj čas. Ker to se meni zdi in to vedno bolj ugotavljam, da je čas najbolj dragocena stvar, ki jo dejansko imaš. In ne moš reči, da imaš časa premalo, ampak bolj, da si ga slabo razporedil za tisto, pač, kar ti je dejansko res pomembno. Tako da, ne vem, meni se zdi, da del odraščanja tukaj je res to, da ugotoviš tisto, kar hočeš, oziroma kaj bi rad, pripravljen si v to vlagati, oziroma se tudi odpovedati določenim stvarem, da pač to dobiš. Ne vem, če bi mi zelo veliko pomenilo to, da imam neko kariero, bi verjetno dala na stran mogoče kakšen družabni dogodek, ali pa, ne vem, če mi je zelo pomembno to, da v drugem primeru, pa ne vem, pa odnosi, ne, se pa pač temu primerno potem tudi, ne vem, izbereš faks ali pa poklic, da lahko pač to čim bolj kultiviraš. Predvsem to, da si res čim bolj iskren s sabo, kaj ti sam hočeš in potem si tudi pripravljen temu posvetiti svoj čas. Konec koncev pač lahko potem samo prelagaš krivdo na druge, čeprav v resnici niso ničesar krivi. To pa res ni odraslo. No. Mislim, to, kar si rekla, da moraš pač sprejeti odgovornost, pa pač biti čim bolj iskren s tem, kaj bi rad in to jaz takoj podpišem. Se mi zdi, da je to prvi začetni korak, da si iskren glede tega, kje misliš, da fejlaš in kje misliš, da ti gre res narobe, ali pa tudi mogoče glede tega, kaj pa si, v čem si pa dober in da si iskren glede tega do sebe. Ne vem, dan sem se pogovarjala z eno prijateljico, ki je rekla, kaj mene skrbi, da sem z napačnih razlogov to pa to naredila. In sem jo vprašala, ok, pač tebe skrbi, če si, ampak ti veš, ali si ali nisi. Ker
v bistvu čeji so neke potencialne možnosti, ampak načeloma se ne splača nujno zgubljati preveč časa na nekih čejih, sploh če so vezani na preteklost, a ne? Če bi takrat naredil to pa to pa to. Nič pač je, zdaj dajmo samo pogruntati s temi dejstvi, ki pa res obstajajo, to, kar pač res je oprijemljivo, čutljivo, kakorkoli že, dajmo s tem operirati nekako. Kaj narediti zdaj, ne? Ja. In tudi recimo, ko se sprašujemo, ne vem, pa dobro, a sem jaz to sploh s pravim namenom naredil, ne vem, blizanič mi je en rekel, ja, dobro, ampak zakaj delaš dobra dela? Ali delaš zato, da se ti boljš počutiš, ali delaš zato, da bi bilo res dobro za ljudi? In jaz, ne vem, jaz enostavno ne začutim toliko tega čeja njihovega. Ja, če delaš zase, če delaš sam zase, koliko egoistično. Mislim, jaz zase vem iskreno, da ne razmišljam nujno o tem, kaj bom jaz pridobila. In to je moja realnost. Zakaj bi se jaz ukvarjala zdaj z nekim čejom potencialnim, da mogoče pa grešim pri temu? Ne, pač ne rabimo komplicirati. Mislim, da pač, ja, je to tudi en vidik, da si nehaš mogoče to komplicirati življenje zaradi enih stvari, ki v resnici ti niso tako pomembne. Mislim, ko si pripravljen priznati, da ti niso pomembne. Pa še ena stvar, mogoče tudi to, da, ko si govorila o tem, oziroma pač to, da si pripravljen biti iskren sam s sabo, se mi zdi, da tudi to, da si dejansko pripravljen tudi prenesti neko kritiko, oziroma pripravljen tudi sprejeti neko mnenje, ki ni čisto takšno kot tvoje, ali pa sprejeti tudi neke svoje pomanjkljivosti in se tudi potem nekako z njimi soočiti. Pa tudi mogoče v zelo radikalnem primeru, mogoče celo biti pripravljen druge vprašati, kaj pa vidite, ne vem, na meni, da bi pa jaz tudi lahko izboljšal. Ne, se mi zdi en tak zelo širok pogled, pa odprtost tudi za druga mnenja, ki lahko pomagajo prirasti. Čeprav pa je fajn pomisliti, s kom bi zamenjal mesto do te mere, da bi hotel biti v njegovi vlogi, v njegovi koži, in če je odgovor ne bi se glih hotel preslikati v njegovo kožo, pol tudi z rezervo vzamem njegovo razmišljanje. Ne vem, se mi zdi, da nekdo, ki mogoče ni v idealni finančni situaciji, oziroma v nezavidljivi, pa ti na svet glede financ, recimo, tako nekako je to mišljen. Pač vzameš z rezervo, ne da nima prav, sam vzameš z rezervo. Tudi če vprašaš ljudi za nasvet ali pa kaj mislijo o tebi ali karkoli. In se mi zdi, da je zelo v redu pač dobivati različne informacije, različna mnenja, tudi o tem, kaj lahko izboljšaš. Se mi pa zdi, da mogoče preden greš v tak korak, je zelo fajn imeti neko trdnost v tem, da si v redu človek. In če še nisi tako prepričan v to, da si čist pol se ti mogoče splača začeti na tem, da se ti splača začeti delati na tem, da boš ti verjel, da si čist ne na tem, da bojo drugi pol rekli, se mislim, da nimaš toliko pa toliko teh stvari za spremeniti. Ne, sej v bistvu, kar sem pozabila dodati, pa je v bistvu ključno, je to, da to sprašuješ te ljudi, ki te imajo radi. Ja. Ker oni pa bojo, ker pač ti hočejo dobro, če te imajo radi, a ne s tabo tudi iskreni, kar se tega tiče. Mogoče edino to, kar sem zdaj rekla, da je dobro si odgovoriti na to vprašanje, a sem res fajn, pa da dobro postavi to samo podobo. Mogoče, če za konc sam še v tem malo podelimo kakšno misel, kako si človek lahko izboljša ali pa utrdi neko samo podobo. Ja, ker se mi zdi, da to je res kar ključna popotnica, ne? Ja. Da si kakor tako všeča, pa ne narcisistično, ne. Ja, ne, čist tako življenjsko. Kaj mislite, no? Pa, da se pogledaš v špegel, da rečeš, pa v redu sem. Ja, to Ne, pa v redu sem. Prav fejst sem. Prav res fejst. Ja. To je cilj, ampak kako lahko priješ do tega, da boš to resno mislil? Velikrat se pogledaš v špegel. Takrat, ko nimaš mozoljev. Ja, že. Ja, tudi mozoli so del tebe. Si jaz ne vem, a obstaja prav res način ali pa zaporedje korakov, da to dosežeš, ne vem. Ne, to je na proces. odraščanje v to.
proces, Kako bi ne? temu rekel? Drugač pa en dober element, lih to, kar ste videli omenjali. Najti ljudi, pa poslušati tiste ljudi, ki veš, da ti želijo dobro, pa da veš, da so tudi nekaj čez v življenju, da niso kareni. Pa se mi zdi, da to, da pač konkretno v tem primeru, ne, a sem si všeč ali ne. Pač pogledaš na možnosti, ki so ti dane. Pač lahko sem si všeč, pa pač se počutim dobro v svoji koži in grem naprej, dokaj samozavestno, lahko pa celo življenje jamram, koliko si nisem všeč zaradi enih neperfektnosti, ki pač, bodimo iskreni, jih imajo vsi svoje, ne. In sem zaradi tega zagrenjen in v bistvu, ne vem, se mi zdi, da imaš pa tukaj konec koncev eno zelo tako preprosto, ampak ne najbolj enostavno odločitev, ne. Da se v bistvu to na nek način mogoče tudi malo odločiš, a si boš všeč ali ne. Ker konec koncev, ja, pač nos je, kakršen je, lase imaš ali jih pa nimaš, smeješ se mogoče malo po stran, ampak mislim, če tega ti ne boš sprejel, pa verjetno tudi drugi ne bojo, ne. Ja, ne bojo, ali pa se bo tebi zdelo, da ne sprejmejo tega. Ker doskrat je veliko teh strahov, če nimamo res kakšnih takih prav za nič ljudi okoli sebe, ki nas tlačijo, a ne veliko teh strahov, ki mislimo, kaj si drugi slabega v nas mislijo, pride iz naše glave. Mislim, da se moramo res najprej naučiti zaupati sebi. Ja. Ker večkrat smo mogoče pod vplivom drugih, pa za več štejemo ali pa vrednotimo njihovo mnenje, ne pa svojega, ampak konec koncev, lej, pač tvoje življenje je, ne, ti si zanj odgovoren, kam bo šlo, ja, se na to vplivajo tudi kakšne sile, nad katerimi nimaš vpliva, ampak vem, pa ga pa probaj vsaj potiskati v ono smer, kamor ti hočeš, ne pa kakor si se ti odločil, da boš malo kljuboval tem silam. Ja, no, recimo, da se nam je čas s temle iztekel, a ne, ker je zelo pomembna stvar tale naš čas. No, se smo ga kar nekaj cajta vzeli danes. Ja, ampak vsi smo se dotaknili različnih tem, ne, o tem, kaj pomeni biti odrasel, ne, da to vzame neko veliko mero odgovornosti za sabo, do sebe, ne, da razvijaš samega sebe, da tudi do kere mere si pustiš, da te drugi oblikujejo, kako si postavljaš prioritete, spravi, čemu namenjaš svoj čas pa svojo energijo. Kdaj smo začutili, da smo odrasli, mi sami? Ja, tako da upam, dragi poslušalci in vele cenjene poslušalke, da smo vam s tole epizodo orisali eno tako razmišljanje, ki je tudi prvo spodbudilo kakšno misel. Veseli bomo vaših komentarjev, ki jih lahko pustite spodaj. Sicer pa upamo, da se vidimo tudi še, oziroma slišimo tudi v prihodnjih epizodah. Kot vedno nas lahko poslušate na Spotifyju in YouTube kanalih ter drugih podcast Google Podcasts. Bodite lepo, veliko se smejte in se radi imejte, mi pa se slišimo, upam, da kmalu. Adijo. Lepo se imejte. Ja.